To je Marija-Len Ravasimana Virtič, moja mrzla teta. Pred 52 leti se je rodila na Madagaskarju. Živela je v Senegalu, Franciji, na Poljskem, celo v Kanadi. Zakaj sploh prišla v Slovenijo? Zato, ker sem zelo radovedna in je zaradi službe samo prišla sem v Slovenijo delati, ker sem študirala francoščino za tujcev in sem želela učiti francoščino v Sloveniji. To je bilo načrt za 10 mesecev, ampak ko sem prišla in sem spoznala svojega moža in sem ostala in sem že tu že 20 let. Družina in prijatelji niso poznali Slovenije. Prvi paket, ki sem dobila za božič, za prvo leto, ko sem prišla tu, sem dobila zobno paste, milo, vložke, ker ljudje mislijo, da sem v vojni, da se tu nima nič. So mene vprašali, če je elektrika tu, če se avtocesta, kak je tukaj, če sem v res huda država iz vojne. A Marija-Len je želela spoznati Slovenijo že pred prihodom, se naučiti kakšne slovenske besede. Šla sem v knjigarno v Grenoble, tam je v Franciji, kjer sem jaz. In iskala sem knjiga oziroma vodič, guide, ne vem katerekoli v Sloveniji, pa ni bilo nič. Sem šla vse posodi, potem pa Slovakija, ne Slovenija. Niti nobenega ni vedel, da kaj je to, kje je to Slovenija. Ob prihodu v Slovenijo je najprej presenetila prelepa narava. Res, ko sem vstopila na meji, pa videla zeleno in vse je bilo zelo, zelo lepo. To je prvi vtis, tako da sem bila navdušena in sem bila pripravljena sprejeti vse, kar se bom srečala in je to odprta na vse nove stvari. In mislim, da to je tudi zelo lepo, da se, ko greš nekam, da na koncu boljše nič preveč ne veš, da si pripravljena sprejeti vse brez nobenega predsodkov ali karkoli. Presenečena je bila tudi nad nenavadnimi navadami in običaji, še posebej povezanimi s hrano. Da ješ juho za kosilo, to je čudno, ker Francozi jejo juho za večerje. Da ješ solato v eno veliko skledo, da solato plava noter, to je za Francozi težko, ker je ti solato pa režeš solato, to je, mislim, to do dan danes. Sicer to sem se že po 20 leti sem se že navadila, ampak ko grem recimo z mojo družino, potem pa časa do časa pozabim, potem pa režem solato, pa vsi me kričajo, zakaj pa si rezala solato, to se ne dela. A ja, sem rekla, ja, to je v Sloveniji, veš, Francozi jejo 3 liste solate, to zložiš in je tak ješ, ne? No, kulturni šok je bil obisk kina s prijatelji. So meni dali kokice in ko smo bili v tisto gledali film in meni je bilo take presenečenje, da se to je bilo slano. In nisem takoj upala reči nič, ker je to bilo med filmov, potem pa, ko se je kasneje, potem pa, ko smo šli ven, potem pa sem rekla, čakaj malo, kokica je slano. Potem pa so rekli, ja, zakaj pa mora biti? Ja, pa sem rekla, če kokica mora biti sladko. Ne, kokica je slano. In sem rekla, aha, torej, to je tudi nekaj čudnega in je to recimo rečem vedno moje dijaki, da se stvari, ko greš živeti nekje drugje, če rečeš kokica, ne, potem pa eno vidijo to sladko, eno vidijo to slano in je to moraš biti pripravljena na te zadeve, ker je večkrat te preseneti. Tudi njeni poljubi sprva niso bili najbolje sprejeti. Francozi, ko se pozdravijo, pač dajo roke, pa se poljubčkajo. In je meni to tudi, to je bilo prvi šok, ker je to, ko se spoznaš ljudmi v Franciji, tudi če prvič vidiš, potem pa vzameš roko, pa se poljubčkaš. In ko sem bila v šoli, torej prvi dan delo,
pa sem pozdravljala, lahko tudi to ravnatelj, kdorkoli, in jaz sem vzela roko in se vidim, da se ljudje nič ne minjajo, nič ni, in je že, da sem jaz jih vzela roko, pač to je že spoštljivo, ampak ko sem jaz nagnila tak in je nič ni bilo, tako da pravočasno sem se ustavljala, da se nisem pač dala ljubček ravnateljica, in je kasneje tudi v zbornici je vsi take pač zadržan, take skoraj kot da si kot Japonci, gdje bi si tako glavo se prekimati, in je meni to bilo tako malo čudno, z delom je to bilo tako hladno. V Mariboru se počuti sprejeto, še vedno pa v trgovinah govorijo v angleščini. Lepo presenečena, za prvi bi rekla, zakaj, ker je, ko sem se sprehajala v Mariboru, v ulicah, ni bilo ljudje, ki so tako obrnila, da se me gledali od glave do pete ali do pete do glave, da se kaki sem jaz drugačna, ker je to bilo redno in je vedno, ko sem bila na Poljskem, v Katovicah, ker ne bi rekla, da sem zelo temna, bolj temnejša pot, in to njim je bilo zelo presenečeno oziroma motilo celo. Tu pa v Mariboru oziroma v Sloveniji ni bilo tega. Ampak bi rekla, da do danes je ljudje vedno tako malo, recimo, ko pridem v trgovino, bodo vedno takoj hello, how are you, can I help you? Bodo vedno meni vprašali v angleščini, ker vidijo, da sem tujka verjetno, in je na eni strani bi rekla, da se je to prijazno, ker ne vejo, ni pisano na moje čelo, da se znam slovenščino, ko rečem, da se lahko tudi v slovenščini, pa velikokrat so se nasmejani, pa so prijazni, pa so presenečeni, so veseli. Lepo, da znate slovensko, koliko časa ste že tu, pa tako. Vsi ljudje moramo imeti enake pravice. Zakaj pa ne bi imeli, če vsi so človek in ljudje selijo ali grejo iskat novo priložnost v eno druge državi zaradi različne in je veliko različne razlogov. Marie-Hélène bo v Sloveniji tudi ostala. Za svoje delo jo je lani francoski predsednik odlikoval z vitezom reda akademskih palm, na kar smo zelo ponosni. Vesela sem, da v Sloveniji ni ostala le 10 mesecev, kot prvo načrtovano.